cesti, to državo čakajo resni razmisleki, podnebne spremembe, energetika, potem zakon o dolgotrajni oskrbi, nepremičninski zakon, sprememba fiskalnega pravila, volilna zakonodaja, kjer smo pač bili prekratki, zato ker smo predolgo pacali vse skupaj, če uporabim ta izraz, in sem ocenil, da pač v tej konstelaciji tega ne moremo izvesti enostavno, ker mi je dalo misliti tudi to, da je pri proračunu, pri resoluciji o varnosti, pri ministrici je bil sklenjen nenačelni pakt Levice in Slovenske demokratske stranke in to me je navdalo z dvomom o možnosti prihodnega sodelovanja. Ne moremo biti pa odvisni tudi od tega, kdaj se bo kdo vzdržal, kdaj se ne bo, kdaj bo kdo prisoten na seji in zato Slovenijo lahko pelje naprej samo močna vlada, večinska vlada. Jaz sem se s to vlado pač trudil, kolikor sem se lahko trudil. Preveč je bilo nekih tudi potem amandmajev, pa smo se zmenili za en amandma, pa smo se zmenili, da ga ne bo, pa je potem druga stranka vložila amandma. Rezultat je bil, da so imeli upokojenci 6 evrov več v denarnici. Skratka, treba je razmišljati globalno, treba je razmišljati o demografskem skladu, treba je razmišljati o sistemskih zakonih. Tega pa ta vlada s toliko poslanskimi skupinami pač ni zmožna narediti, zato je prav, da gremo na predčasne volitve, da se preizkusimo, če smo na pravi poti, naj ljudje povedo.